Dobro večer, cenjeni gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ministrica Kustečeva je napovedala odprtje šol, ko bo z vidika skrbi za zdravje absolutno varno. Torej ob svetem nikoli. Kajti, če parafraziramo Kardelja, zdravja človeku ne more dati niti država, niti sistem, niti politična stranka. Za zdravje lahko človek poskrbi samo sam. Vi pa gledate 39. oddajo 4. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali virus in profi šport. Kako koronavirusna bolezen vpliva na vrhunski šport? Kako je novi virus spremenil profesionalni šport, nam bosta povedala naša posebna gosta. Olimpijka Alenka Dovžan in rokometni trener Tone Tisl. Dobrodošla. Alenka, predlagam, da midva začneva. Najprej me zanima, kdaj si nazadnje smučala? To je bilo lanskega februarja, ko smo bili skupaj na Jahorini z Urško Hrovac. A letošnjega februarja? Letošnjega, drži. Okay. Ker lanski februar bi bil pa vseeno malo predalec. Zelo malo smučam še. Ne smučaš več? Ti ni več do tega? Ne. Nekako sem se nasitila tega mraza pa tega življenja, tako da sem s tem športa zaključila. Tone, še par let nazaj bi te mogel vprašati, kdaj si bil nazadnje v dvorani, zdaj te pa moram vprašati, kdaj si bil nazadnje na kolesu. Nazadnje si bil na kolesu, ko je bil zadnji lep dan, mislim, da je to 10 dni nazaj. Se pravi, imaš krajše to obdobje abstinence, kot pa Alenka, glede smučanja. Ja, sam če mi bo vprašal, kdaj si nazadnje rokomet igral, bi pa bilo, se pa nič spomnil ne bi, ne. A si ti kdaj mislil, Tone, da bojo rokometne tekme brez gledalcev potekale, recimo? Ne, to bi si težko mislil, ne. To je res nekaj posebnega, ne. Zdaj, dejstvo je, da ta COVID je pokazal na več stvari, ne. Ena mantra, ki je bila vedno, je to, da se šport odvija zaradi gledalcev in navijačev, ne. Zdaj lahko vidimo, da se ne odvija zaradi tega, ampak da vrhunski šport je vrhunski biznis in se odvija samo zaradi tega, da ljudje služijo, ne. Se pravi, ta športni del je malce zanemaren in tudi navijači in gledalci se zdaj vidi, da so nepotrebni, ampak se te zadeve odvijajo zaradi tega, ker so pač tu televizijske pravice in drugi viri dohodka. Alenka, ti imaš oba otroka še v osnovni šoli, ne? Oba se s športom ukvarjata, kako je zdaj sin pa hčerka? Njuna zdaj športna aktivnost prekinjena zaradi teh korona ukrepov ali kako je s tem? Ja, res je, ko so zaprli občine, so seveda tudi prekinili tekmovanja in treninge, tako da nič, jaz kot mama pa bivša športnica sem takoj ukrepala, tako da sem takoj tudi kontaktirala trenerje. Zdaj Luka, ki je toliko starejši, so imeli prek kluba organizirano vadbo, imajo, dobivajo individualne treninge. On je v nogometu, ne? Ja, on je v nogometu, tako da dobiva lepo programe, tudi dobivajo se prek Zooma, tako da je lepo poskrbljen za Nika, ki je pa mlajša, ki je 11 let stara, ki trenira atletiko, pa žal je prišlo do prekinitve treningov in sem se sama toliko zorganizirala, da sem kontaktirala trenerja, da mi priskrbil individualen trening za njo, tako da mi vestno pošilja treninge, jaz pa z njo potlej te treninge izvajam. Ok, super, se pravi ste vse rešili znotraj družine? Znotraj družine, ja, tako da. Ampak nazadnje, ko sta se pogovarjala v oddaji, je pa še bila v smučanju hčerka, ne? Zdaj je nehala smučati, ne gre po maminih stopinjah več. Ja, je nehala smučati, moram reči, da bolj zaradi tega, ker žal se ni pač zastrupila s smučarijo. Jaz rečem zastrupila, ker največkrat je zdaj problem, vsi se toliko pogovarjajo od smučarije, da je to predrag šport, jaz se toliko ne strinjam, s tem je drag šport, samo otrok mora, da pride sploh v en šport, se najprej s tem določenim športom zastrupiti, tako da te naši otroci so zato zdaj prikrajšani, saj v bistvu živimo pod Triglavom, pod Alpam, pa ni snega, tako da so bili to take težave in še ko se pogovarjam zdaj s trenerji, ki delajo v smučariji, ko se pogovarjamo in da mi rečejo, da te otroci, ki zdaj smučajo, preživijo več časa v kombijah in v avtomobilih, ki pa na snegu, mislim, da tukaj nimam benga smisla, tako da smo se odločili zamenjati šport.
Ko so se pogovarjala pred oddajo, si mi rekla, tudi pri vas v moji strani je zdaj nogomet na prvem mestu, da ni več smučanje pri otrocih, ne? Ja, to je prav zanimivo. V bistvu moji otroci obiskujejo šolo v moji strani, s tem, da živimo na Jesenicah in praktično je 300 otrok v šoli, pa ne vem, če je mogoče 3-4 otroci, da smučajo. Zanimivo pa je, da v sinovem razredu pa so kar 4 ali 5 nogometašev, tako da pač tudi šport se spreminja, tako da se moramo tudi mi s tem pač sprijazniti in slediti tem trendom. Ker v prvi vrsti jaz gledam tako, da otrok se v bistvu, tako kot sem že prej rekla, začne z nekim športom ukvarjati, zato ker se zasvoji z njim. In to se mi zdi najbolj pomembno. Razumem, ja. To ne bi bil presenečen, če ti povem, da je Alenkina hčerka že državna prvakinja v skoku v daljino. Ne bi bil. A misliš, da bo... To je prva olimpijska medalja v samostojni Sloveniji, to so geni dobri, oče hokejista, prav, tako da to me neč ne preseneča. Ampak misliš, da bi recimo zdaj zaradi te epidemije, prekinitve tudi trenažnih procesov za praktično vse starostne kategorije, razen za člansko, v profesionalnem športu, za veliko večino ali pa kar vse športe, da bo še več kakih teh prehodov med športi, recimo, kako ti misliš, na kak način se bo to zdaj odrazilo? Jaz sem najprej mislil, jaz sem imel pripravljen nekaj, kaj sem mislil povedati na globalni ravni. Se to še boš povedal, to še pridemo do tam. Še prijem. Čas, imamo še dolgo, brez skrbi. Jaz mislim, da bo COVID prinesel nekaj, kar mogoče športna politika ali pa športni delavci niso. Se pravi, da se bojo izoblikovali sploh v Sloveniji športi, ki bojo prioriteta. Zdaj, kjer bojo te športi, je to težko reči, ker če pogledamo, jaz mislim, da je Slovenija sigurno edina država na svetu, ki ima samo 2 milijona prebivalcev, relativno majhen trg, majhno ekonomijo, po športu bi pa radi lovili Nemce, Francoze, Italijane, ki imajo vse športe. Jaz mislim, da to na dolgi rok sigurno ni sprejemljivo, in v Sloveniji se bomo mogli počasi začeti vprašati in mislim, da bo tudi COVID prišel pomagal pri temu, katere šport si sploh lahko privoščimo in potem katere športe želimo imeti. Ker če želimo zdaj v profi športu pa v vrhunskem športu, če o tem govorimo, mislim, da tako kot se zdaj zadeve odvijajo, enostavno ne bo šlo. Je pa še ena zadeva zanimiva, mi smučanje velja kot nacionalni šport že od leta 80 do sedaj, ampak od takrat do sedaj, tako kot je že Alenka povedala, se je veliko spremenilo. Prvič, v tistih časih smo lahko vsi smučali, vsi smo imeli smučke in vsi smo imeli sneg, se pravi, nekdo je smučal v tujini, nekdo na domačih smučiščih, večina pa kar, bomo rekel, na domačem hribu. Imeli smo svoje vzornike, ki so nas vlekli, imeli smo tudi športno oziroma smučarsko industrijo, sedaj nič od tega ni več, razen da država da daleč največ denarja v smučarski šport. Tako da mislim, da bo tu prišlo do sprememb in prehodov iz enega v drugi šport. Ampak kljub vsemu, da je Alenka pred korono, recimo smo imeli Tino Maze, svetovno prvakinjo v smuku, pa potem kar Ilko za njo, tudi svetovno prvakinjo v smuku. Ko recimo je možno, da ena Slovenija tukaj mehna tam parira enim Avstrijcem in tako naprej na tem res top vrhunskem nivoju? Ja, v bistvu je tako, Mislim, da tudi avstrijska reprezentanca se zdaj sooča s tem težavam, ker ko se pogovarjam tudi s trenerji, kaj se dogaja tudi v tujini s podmladkom, imajo tudi v Avstriji že velike težave. Treba je vedeti, da tudi današnja mladina, ne vem, malih je še, da bojo pripravljeni toliko treninga vložiti in toliko naporov, zato da bojo vrhunski smučarji. Ker, ne vem, tudi jaz sama, kot spremljam zdaj smučarija je ratala izredno dolgočasna in ni več atraktivna. In mislim, da bojo mogli tudi na FIS-i resno razmisliti, v katero smer iti pri smučariji, ker Avstrija ima isto težavo, da ogromno, bom rekla, mladine se odloča in raje ostaja v nekih smučarskih šolah, da smučajo kot otroci in imajo, to so otroci družin, ki imajo hotele na smučiščah in se praktično vsi s tem soočajo. Moramo pa nekaj vedeti, da in Tina in Ilka, pa že tekmovalke pred mano in tekmovalci, te individualne ekipe so zmeraj bile in bojo, tako da mislim, da smučarija bo šla vedno bolj v te sfere. Zdaj, če se še malo dotaknem naše reprezentance, mogoče prekla, da ima trenutno Žan Kranjec in
Hadalin izredno srečo, saj imata v bistvu svojo individualno ekipo, ker to je eden tekmovalec, dva tekmovalca in je vse podrejeno njima, zato lahko nizajo dobre rezultate. Takrat, ko smo mi smučali, to je bilo 5-6 deklet v ekipi in težko ti nizaš neke rezultate, če ni program prilagojen res tebi. Tako da vsak ima specifične probleme, telo, rabaš različne načine treninga, mogoče za Tino je tak pristop bil dober, za mene ni bil, tako da mislim, da te stvari se bojo fajn spremenile. Se pa tudi finančno se pozna v športu, tako kot povsod drugje, pač ni recimo prenosov, ni sponzorjev in tako naprej, finančni vložki se zmanjšujejo. Pričakujete, da se bo to po koncu pač epidemije spremenilo ali da gre za nek bolj dolgoročen trend? Ja, jaz mislim, da ni junaka, to se že skozi govarjamo, da bi določil, kateri športi bojo v nacionalnem interesu, do zdaj ga ni bilo. To je zelo težko narediti. Mislim, da bodo tudi rezultati nekaj pokazali, je pa treba vedeti, se pravim, vprašanje je tudi nacionalni interes, ker treba je vedeti, recimo košarka, nogomet, ekipni športi, da te fantje večinoma zastopajo klube, njihov glaven delodajalec so klubi, ne nacionalna panožna zveza. Ena smučarska zveza pa ti v bistvu zastopaš Slovenijo in ti je glavna, ko naj rečem, financirate država. Včasih je bilo to drugače, ker je politika odredila, da so podjetja določena financirala, določena športa, nekateri so nogomet, nekateri košarko. In zato se je toliko manj denarja iz strani države dajalo v šport, zaradi tega, ker so podjetja to prevzemala, ki so bile v državni lasti. Zdaj pa mislim, da je tudi tukaj velik problem, ker je vedno manj podjetij, ki so v državni lasti in to vsekakor bo treba nekako, da bo država spremenila. Sem pa mnenja, da bi potrebovali kot država Slovenija obvezno ministrstvo za šport, svoje ministrstvo. Bova izvala Toneta po oglasih, da on pove, ker je že prej nekaj začel, kateri športi so v nacionalnem interesu. Tako da ne nam ujeti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem, kako je oziroma bo koronavirus spremenil vrhunski šport. Ostanite. Še vedno Alenka Dovžan in Tone Tisl, pogovarjamo pa se o tem, kako je oziroma bo koronavirus spremenil profesionalni šport. Tone, Alenka ti je dala zanimiv izziv, preden smo šli na oglase, je rekla, ni junaka v Sloveniji, ki bi določil, kateri športi so nacionalni športi, kateri niso. Ti si že kakšen izziv v svoji karieri dal skozi, ki bi jaz rekel, da bi tudi lahko kdo ti ga naložil, recimo ni junaka, ki bi pripeljal rokometno medaljo v Slovenijo, pa si jo, ali pa ga ni junaka, ki bi ženskim klubom osvojil Ligo prvakinj. Tako da me zanima, kako bo zdaj na ta Alenkin izziv reagiral. No, jaz bom na ta izziv odreagiral mal širše, ker to vse, kar beremo, pa to vse nekaj na lokalni ravni, pa vsi sam sebe vidijo, pa sam pri nas so problemi. Jaz bom rekel takle, problemi so na globalni, na svetovni ravni in tu bo prišlo do sprememb na globalni, svetovni ravni in pri nas se bo ravno to tudi tako zgodilo. Zdaj, če pogledamo malo bolj grdo, je bila prva svetovna vojna, pa je bila huda, pa ni bilo športa, pa je šport šel pol naprej, pa je prišla druga svetovna vojna, pa ni bilo 4 leta pravega športa, pa je pol spet naprej zaživel. Zdaj je prišel ta COVID, ki je v kratkem času naredil, ne po žrtvah, ampak je naredil nekaj, kar ni prva, ni druga svetovna vojna tako hitro nista naredila. Zaklenil je cel svet in prekinil ves šport v prvem delu. Tako da zdaj pri nas bije plat zvona, ne morajo trenirati, generacije bojo prepadle. Mislim, to ni sam pri nas, to je čisto globalna zadeva in če bi bilo to sam pri nas, pol bi bilo treba biti plat zvona, ampak to je generalno. Zdaj, če pogledamo še malo vojne, ki so najbolj kruta zadeva, v naši bližini smo imeli vojno, in Srbi so bili pol tudi bombardirani pod embargom, ampak šport je preživel, po tistem je prišel ven Djokovic, pa so odbojkaši evropski prvaki, se pravi, vse te zadeve se odvijajo, je težko, ampak v tem trenutku je to globalni
problem, ne? In globalni problem, show business bo tukaj zelo na prepihu, oziroma je že. V Sloveniji ta zadeva še toliko težja, ker pri nas šport ni biznis, ne? Pri nas je šport v bistvu donatorstvo. Tisti, ki vloži v šport nazaj, ne dobi v bistvu nobenega denarja. In še ena zadeva, ki je zelo povezana, rekel, z našim okoljem, je pa to, kar mi je rekel na prvem predavanju gospod profesor Rajko Šugman, ne? Šport je politika. Se pravi, v tem smislu, da sistem, v katerem živiš, ne, se odraža tudi v enem od podsistemov, ki je šport. Se pravi, šport pri nas je na drugi ravni, kot je šport na Danskem, ali v Ameriki, ali v Rusiji, tu so te razlike. In pri nas je tako, ko smo že prej načeli, ne, pri nas smo še zmeri, imamo šport tak narejen, ko smo ga imeli, bom rekel, v Jugoslaviji, ne. Se pravi, kot da nas je 20 milijonov, ne, da imamo ne vem kakšno selekcijo in imamo vse športe. Se pravi, ko greš pogledat, naprimer, kaj jaz vem, severnjake, zimski športi, pa na Norveškem je rokomet, ne. Na Danskem je zelo podobno. Če greš pogledat Severno Ameriko, Kanada, to je hokej, se ve, kjer je prvi šport. ZDA, prioriteta, 4 športi, ne. Naši južni bratje, ne, in eni in drugi, oni zimskih športov sploh nimajo, ne. Mi imamo vse in vse posod smo uspešni. Ja, kaj nam to pove, Tone? Ampak, okay. To, ko je zdaj prišel COVID in ko ugotavljamo, da sredstev več takih ne bo mogel prijeti en junak, ki bo malo naredil prioritete, ker na vrhunskem nivoju mi tega več sigurno ne bomo zdržali. Zdaj, kjeri bojo ti športi, ne? Mi lahko govorimo tudi, eni športi so dragi, ne? Eni so poceni. Zdaj, če gremo pogledati, kjeri športi so dragi, pa kje se te športi odvijajo, se odvijajo v bogatih državah. Mi imamo vse športi, se pravi, zimski športi so relativno dragi. Še večji problem, ki ga vidim pri nas, pa to je tudi, bom rekel, čist del naše politične sfere, od leta 2010 pa do danes je vsako leto manj denarja za šport. Športnih panog, ki pa dobijo denar od države, pa vedno več, ne? In jaz se, bom rekel, zgrozim, ko vidim, da šport od države dobi curling, pa podvodni hokej. Jaz mislim, da to nima nobenega pravega smisla in da vse druge države imajo neke prioritete, razen te, ko sem rekel, Francija, Italija, Nemčija, ki imajo vse športe tako mi, druge, ko so manjše, ko je ekonomija drugačna, bojo mogli te zadeve spremeniti. In jaz mislim, da v Sloveniji bo COVID prisilil šport, da bo en junak, ki bo te zadeve spremenil, ker drugače pač ne bomo imeli več vrhunskega tekmovalnega športa, ampak bomo imeli rekreativni šport, kar mogoče tudi ni nič narobe. Alenka, zdaj država, tu ko prav Tone, ti si tudi rekla, preden smo šli na oglase, ne, da bi rabili ministrstvo za šport, da na leto za šport približno toliko denarja, kot ima recimo, ne vem, Jumbo Visma, pač letni proračun, se pravi ena kolesarska ekipa, ta, za katero vozi Primož Roglič. Ne vem pa, če si vedela, da je pri nas v Olimpijskem komiteju tudi slovenska hoja. Namreč bila je najprej nordijska hoja, ampak potem so naredili neko slovensko različico. Nordijska hoja je padla ven in zdaj imamo slovensko hojo, ki je član Olimpijskega komiteja. Član Olimpijskega komiteja je tudi na mizi nogomet. Zdaj jaz ne vem, priznam, koliko denarja dobi, če dobi od Olimpijskega komiteja na mizi nogomet, ampak me zdaj zanima, se ti strinjaš s tem Tonetovim stališčem, kar je zdaj povedal? Ja, jaz se čist strinjam. Sam še zmeraj se pravim, problem je to, da je preveč politika vpeta in spet ne vidim junaka, kako bo to naredil. Recimo, tako je že to ne povedal, jaz lahko povem primer smučarije. Recimo, vsi ste se vprašali, povejte mi enega avstrijskega športnika, ki je osvojil medaljo olimpijsko v letenem športu. Ne vem, če ga boste sploh najdel. Recimo, ampak zakaj? Ker imajo točen dorečen, najmočnejša gospodarska panoga pri njih je turizem, smučarski turizem in zato oni toliko vlagajo denarja v smučari. Pri njih je tako, smučar, ko dobi medaljo na svetovnem ali na olimpijskih igrah, dobi zemljo najboljšo možno v svojem kraju. Zakaj? Zato, da denar pusti v svoji vasi. In zdaj vam bom čisto tak primer povedala, kaj se je meni zgodilo, ko sem še smučala. Mene so naša podjetja prosila, če odprem račun v tujini, ker oni preveč davka plačajo na te nagrade. Državna podjetja, slovenska, so me prosila. Recimo, in na koncu
ker vse te stvari da skozi, oni lahko ta politika govori, kar hoče, ampak mi smo v te stvari dali vse skozi in tako naprej. Ko smo mi do začetka šla na eno banko in sprašvali, kako imajo pa oni te stvari urejene. Veste, kaj nam je rekel? Je rekel, ja, veste, mi pa damo najboljšo možno zemljo temu smučarju, zato da bo denar pustil doma. In na to boš tudi ti kot sosed, ki vdajaš apartmaja in mu polhan in tako naprej. Zdaj mi pa povejte, če bi se to zgodilo v Sloveniji. Mene izselijo, ker bi bila to taka faušarija, a ne. Na koncu jaz sem šla to zgodbo, bom rekla, najbolj po vzoru avstrijskih smučarjev, ker sem si skozi želela imeti gostilno, restauracijo, mini hotelček, zdaj ga imam, ampak sem vse pošteno plačala, pa mi ni žal za to, ampak mi se moramo samo odločiti, kva hočemo biti. A se bomo šli rekreacijo, a se bomo šli vrhunski šport, a se namo šli, samo me pa blazen mod, da, ne vem, takrat so pa rezultati, se pa politika krasno, vedno slika, maha zastavam, predvsem zaradi svojih koristi. Športu pa zelo, zelo malo pomagajo. No. Ampak zdaj, ne, da še jaz vam dam en izziv. Ne. Po rezultatih se pa recimo to, kar si ti to ne govoril, ne bomo si mogli več privoščiti vrhunskosti na vseh športih. Ne. Ampak rezultati, jaz nimam občutka, so rezultati šli pri nas dol. Sploh če reprezentance gledam, recimo ženska košarka, koliko prvenstv zapored so se zdaj uvrstili na evropsko prvenstvo. Ženski rokomet isto, ne, 5, mislim, da prvenstv zapored že pa tako naprej. Se pravi, kako je zdaj to? A bojo najprej šli rezultati dol, ali kako bomo zdaj to transformacijo dosegli? Ne, jaz mislim, da pri nas so že tako težki časi, tako je Alenka rekla, ne, pa je dala lepo primerjavo z eno Avstrijo, ne, mi se skozi nekaj govorimo o Švici, ampak če bi bili tako v Avstriji, je bilo čisto redo, ne rabimo biti nobena Švica, sosedi imajo te zadeve kar dobro urejeni. Pa smučišča bojo imeli odprta. Rezultati bojo sigurno tudi zaradi tega, kar se zdaj dogaja, šli dol, ker sredstev bo še manj. Ne. Zdaj tisto, kar jaz vidim, kar je pri nas v Sloveniji tudi problem, ne. Pri nas v Sloveniji se premalo vlaga v športnika in trenerja in spremljevalno osebje. Ne. Se pravi, če primerjamo to s tujino, ne, je pri nas smešno. V nekaterih športnih panogah, mislim, da sploh pri dekletih bomo težko najdli, ne vem, dosti igralk za rokomet, košarko, pa to tudi košarka v bistvu sloni zelo veliko na temu projektu, ki ga imajo Celjani, ne, ki imajo zelo zanimiv model, ki raste, ki ima vedno boljše rezultate, vendar ko bo te rezultate dosegel, pol bo začel normalno padati in ker ne bo, ker punce vidijo v tej celjski košarki pa reprezentančni košarki, da lahko tudi nekaj zaslužijo v tujino, ker ko gre v tujino, kar dobro zaslužijo. Pri nas gre pa nenormalno veliko denarja, to bo zdaj mogoče bogokletno se slišalo, ampak jaz sem trdno prepričan, da z Planico kot novim smučarskim centrom skakalnim, ne, rezultati zaradi tega ne bojo čisto nič boljši. Tudi gimnastično halo, ko imajo novo v Ljubljani, ne, rezultati zaradi tega ne bojo čisto nič boljši. Ker ključno pri vsem je oseba, človek, se pravi športnik in njegov trener in spremljevalno osebje. Če je to prave kvalitete, ne, pol bomo imeli rezultat. In ko je ta prave kvalitete, pol rabi tudi dobre pogoje. Če pa teh ljudi nimaš, pa imaš kvalitetne pogoje, ne boš naredil nič. In če ti ne vlagaš v ljudi, ti ne pomagajo nobeni super objekti, da boš imel enake ali pa boljše rezultate. Pri nas je premali vložek v športnika in po tem modelu smo zelo različni in od vzhodnega bloka in zahodnega bloka. Ne. Če je na vzhodu država bolj ko ne poskrbi, ne, na zahodu je tak velik trg, ne, Alenka je dala dober primer Avstrije, pol tudi, ne vem, če greš še kam več, posname eno reklamo, ne, za tak velik trg, denar se steka pri nas, te športniki te možnosti nimajo, tako da jaz vidim, kaj se reprezentanc tiče v bodoče, to, da bojo slovenski športniki odhajali v tujino in pol upam, da bo država poskrbela saj za to, da bojo imele državne reprezentance odlične pogoje in pol mogoče se bojo rezultati ponavljali. Drugače se pa bojim, da bo ta COVID te zadeve še poslabšal in če bo, bom rekel, denar in vse to tako razpršeno, dvomim, da lahko ponavljamo rezultate, ki smo jih dosegli. Zdaj, kako vi recimo komentirate to, kar se je nazadnje zgodilo Primožu Rogliču? Ne? On je zdaj doniral nekaj teh svojih dresov, majic, pač naš kolesarski šampion in potem so se pojavili komentarji, da naj raj davke v Sloveniji plačuje. Ne? Kaj ti praviš na to, Alenka?
Kot nekdo, ki plačuje davke v Sloveniji, zato te to vprašam. Jaz sem takoj rekel, bolj, da jih sploh dal ne. Zaradi tega, ker pri nas smo Slovenci, taki smo. Takoj se oseba znana izpostavi, ja, treba mu zdaj pobrati vse do zadnjega. Ne vem, meni se to zdi zelo grdo. Mislim, da neguni gospodje, ki so v politiki, poskrbijo, da bomo sistem imeli tak, da bomo vsi z veseljem doma davke plačali. Tako sem vam že prej povedala, ne, da so mene leta 94 prosili, če lahko račun v tujini odprem. Ne vem, na koncu te stvari izučijo in so v bistvu malo jezen, no. Ker so tudi strani države skozi same stalne obljube, kva bo drugače, kva se bo izboljšalo, v bistvu pa skrbijo samo za svoje stolčke. No. Zdaj, recimo Avstrija, ne, če so informacije točne, nekako vztraja edina praktično Nemčija, ne, dobro, ima tudi veliko manj kilometrov prog, Italija tudi ne, da bi naj imela smučišča odprta. Po drugi strani pa, če smo pravilno razumeli kanclerja Kurza, pa meje bojo pa zaprte. Kaj bi recimo za tebe to pomenilo v primeru, da boš lahko spet odprla svojo turistično-gostinsko dejavnost, če bi v Avstriji bila smučišča odprta, pod pogojem, da bo sneg, seveda? Ja, zdaj, da bojo v Avstriji meni zdaj kaj dosti nav pomagala, ne, ker zdaj, da bojo pri meni namesto v Avstriji, ne vem, mi to nav nič kaj dosti pomagali. Jaz, kar se tiče, čakam tam 15. januarja, če nas bodo mogoče odprli. Moram reči, da sem vesela, da sem toliko razmišljala svojo glavo, da sva imela z možem neke prihranke, ker od vseh teh obljub nismo dobili še praktično nič, razen kar je mož dobil ta temeljni dohodek, treba je stroške plačevati, elektrike, komunalo, vse te fiksne stroške, ki se obljubljajo, da bojo, zaenkrat jih še ni, bojo nekoč, ne vem, nekdaj januarja, zdaj ne vem, kako je, nekateri sploh še funkcionirajo, težko, ampak država se mi zdi, da je kle čisto odpovedala, no, da nas ima malo za norca. Ampak ni to čudno, ne, to ne, kar pravi Alenka, ker po drugi strani pa poslušamo v teh velikih številkah, zdaj se že 7. protikorona paket pripravlja, nekaj 4-5 milijard bi naj to šlo, pa ne, zdaj te pač Alenka pravi, mi nismo dobili še nič posebnega, razen tisto, kar je dobil mož kot temeljni dohodek. Ja, zdaj ona to govori o gostinstvu, ne? Ja. Ne govori v športu. Ja, zadeva je problematična, ne? Zdaj vemo, da storitvene dejavnosti pa šport so v bistvu najbolj na udaru. Se pravi, tam, ko je veliko ljudi, veliko gledalcev, tako sem že prej rekel, show biznis ta bo prizadet, ampak show biznis je v nekih zadevah tudi zelo poletel, denarji se sučajo nenormalni, nerealni, znotraj tega je tudi veliko, bom rekel, slabih stvari. V Sloveniji, kar se športa tiče, je zadeva zelo problematična, ne, tako sem se pogovarjal z nekaterimi, imajo kar probleme, naši klubi imajo velike probleme že s tem, da sam zagotavljajo testiranja. Testiranja predstavljajo za njih zelo velik strošek, te, ki tekmujejo v Evropi, ob tem, da gledalcev ni, ne, pri nas je za šport še veliko teže kot druge, ne, ker če govorimo o profesionalnem športu druge, tam, ko je veliko denarja, res je, pazi, COVID je odpovedal olimpijske igre, COVID je odpovedal evropsko prvenstvo, se pravi globalno, ampak tam, ko je dovolj denarja, v prvi vrsti je to nogomet se normalno odvija brez gledalcev, košarka se odvija brez gledalcev, vsi športi, bom rekel, kjer imajo neko močno finančno zaledje, se bojo odvijali, čeprav jaz mislim, da na dolgi rok bojo jim plače, igralcem se bo mogli znižati. Ta vlada, ki je prišla zdaj na oblast, bo pa tudi morala dati povedati nekaj, kak šport si želim, ne, mogoče bojo prav oni, tisti junaki, ki bojo zadeve razdelili, ne, ker drugače bomo imeli mi res kar en velik problem in izpad. V tem trenutku jaz mislim, da Slovenci smo le toliko tekmovalni, toliko trmasti in to, da bo šport preživel tudi v neki drugačni obliki, čeprav tudi zdaj, če pogledamo judo, ne, to je skoraj privat, ne. Smučanje, tako smo rekli, to so privat. Celjska košarka je zelo tak zaprt mehurček. Verjetno bomo najdli neke druge oblike.
druge vire. Res pa je, da verjetno ta vlada, ki je zdaj tu, jo šport v tem trenutku ne zanima najbolj, je pa res, da tudi, če primerjamo... Vprašanje je, koliko ima sploh manevrskega prostora, ne? Tudi to je res. Je pa nekaj res, ne, da če zdaj malo povežemo s kulturo, ne, gospod Vinko Möderndorfer je za vsak kulturni praznik slovensko politiko, ki se dela v prvi vrsti, ko je imel on govor, poplul na proslavi. Zelo lepo ukrcal. Jaz nisem videl nobenega, do sedaj nobenega športnega veljaka, da bi on si upal napram državni politiki uporablja take besede, kot si je Vinko Möderndorfer, in kulturi je šlo relativno dobro do sedaj. Sedaj pa so res storitvene dejavnosti, kultura in šport so tisti, ki so na udaru, ampak jaz verjamem, da bomo Slovenci najeli neke pametne rešitve. Tole me še zanima, Tone, no? Šport v pogojih korone, vrhunski šport. Ti si bil tudi osebno na dirki po Franciji, ne, kjer smo dosegli zgodovinski uspeh Slovenci. Kako je recimo ta dirka, pa so bili tudi gledalci v progi, lahko minila praktično brez okužb, kot da virusa ne bi bilo, razen tega, da seveda so veljali strogi ukrepi, so se nosile maske in tako naprej. Ja, zadeve so se dolgo pripravljale, ne. Najlažje je bilo košarki v Orlandu, ne. Pol je bil tudi nogometni mehurček, tale kolesarski je pa malo bolj zanimiv, zato ker se vsak dan predstavi, ne. Ukrepi so bili izredno strogi in tisti, ki so testirani negativni, stopili ta mehurček, praktično niso imeli nobenega stika z nikomer. Se pravi, v hotelu eno nadstropje za eno ekipo, jedilnica sam za eno ekipo, nobenega stika niti z osebjem, niso videli niti enega človeka, ki ni bil v karavani, ki bi lahko prišel v ta hotel. Celo imeli so svojo, rekel, kot poljsko kuhno, kjer so kuhali. En človek v ekipi Michelton Scott je bil, ki je nabavljal hrano. On je bil tudi testiran, on je imel edini stik samo s kuharjem. Kar se tiče televizije, je bilo tako, da je televizije so stale v vrsti, ne, in PR-ovka je povedala kolesarju, zdaj se moraš postaviti pri tej televiziji, daš 5 minut intervju in greš. In fantje so se, bom rekel, zelo dobro, govoril sem z Lukom Mezgecem, pa tudi z Andrejem Hauptmannom, tekmovalci so se zelo dobro počutili, ne, kajti določene zadeve, ki ti jemlje energijo, pa to jih zdaj tukaj ni bilo. Naprimer, že od avtobusa klubskega do podpisa je ponavadi potrajala 20 minut. Tam so vmes navijači, podpise. To je trajalo za 1 minuto. Kar se tiče novinarjev, točno določeno, pred to televizijo 5 minut, konec. In dejansko ni bilo nobenega stika od zunaj. Kar se tiče gledalcev, zdaj ta peleton gre tak hitro mimo teh gledalcev in gledalcev ni bilo tam, kjer so pa se, bom rekel, počas peljali. Se pravi, ko so se peljali na hrib, gledalcev ni bilo, so imeli praktično povsem prepoved in ta mehurček je zdržal. Tako da za te profesionalne športe, za katerimi stoji veliko denarja, mislim, da so že našli sistem in tudi, če se bo ta zadeva nadaljevala, bojo oni svoja tekmovanja uspešno speljali. Dočim za Slovenijo kot tako pa zna biti to problem, ne. Alenka, kaj bi ti recimo zdaj svetovala staršem? Recimo veliko staršev, verjetno po Sloveniji, je zdaj v podobnem položaju, pač imajo otroke, ki se ukvarjajo s športom, so bolj perspektivni, manj perspektivni, na višjem nivoju, na nižjem nivoju. Kaj zdaj narediti? A ustrajati ali jih usmeriti drugam ali kako? Ja, da ne tako, kot skrbijo za šolo, naj tudi kontaktirajo te svoje trenerje in da naj jim nekako na individualnem nivoju pripravijo neke programe, pa da naj tudi tako, kot so za šolo, jih kontrolirajo, naj probajo še treninge jih spodbujati, motivirati, ker konec koncev se noben otrok ne ukvarja s športom s končnim fokusom, da bo najboljši na svetu v danem športu. Predvsem gre v en šport, zato mu je to všeč, ker doživlja neke super trenutke, se mu sproščajo hormoni sreče, se konec koncev je šport zaradi tega namenjen. Tako da se mi zdi to najbolj pomemben, ker bojo tudi konec koncev v šoli bolj funkcionirali, če bojo šli vsak dan, saj za 1 uro, 2 ure ven. Takrat pač ni te možnosti, ne pa pač treninge naredijo doma, na vsak ima toliko prostora, rečejo, ja, pa je slab vreme, pa nimam dosti prostora. Vse te vadbe se zdaj dajo pridobiti, mogoče imamo mi zdaj še več možnosti.
ker imamo vse te portale razne, tako da treba je samo malo vole pokazati. No. Tako da treba starše tudi spodbuditi, pa motivirati, da bojo na to prenesli na svoje otroke. Ja. Tone, ti si bil tudi v kontaktu z selektorji slovenskih reprezentanc, zdaj so predvsem razen moške košarkarske, so ženske v igri, ne? Grgićem, Bregarjem. Kako sta ti ona dva povedala, recimo, kako zdaj sploh planiraš pripravo na tekmo, če v bistvu ne veš, katera igralka bo sploh lahko igrala, ker je to vse odvisno pač od testiranj, od tega, ali bo pozitivna na testu ali ne? Ja, v bistvu zdaj največji stres, pa največji problem je to testiranje, ne. In v bistvu tu je zdaj veliko improvizacije, ne. Če si prej imel dovolj časa, da si pripravil tekmo, sedaj temu ni, ne. Selektor Grgić je imel kar velik problem, kajti najprej je bila njegova glavna organizatorka Nika Barič je bila negativna, potem so testirali še v Mehurčku, je bila pozitivna in vse tisto, kar so gradili, on je vodja igre, to je tik pred samo tekmo odpadal, ne. Tudi sam Mehurček je zelo, tak bi rekel, ubijajoč, ne, deluje kot zapor, tudi znotraj hotela imajo omejitve, tudi sestanke ne morejo imeti v sobah za sestanke, vse v garderobah, tudi tuširajo se ne več v garderobah, vse v hotele, maske posod po hotelu, tako da je rekel, da je to kar moteče, da je psihološkega vidika je to zelo, zelo hudo in planirati, ne, in načrtovati izredno težko, no. Tudi Bregar je rekel pred začetkom sezone je praktično šel v Ligo prvakov brez ene prijateljske tekme. Se pravi, trenerji res ne vejo, kje so v tistem trenutku. Je pa treba nekaj povedati, da kljub vsemu pa v Sloveniji, sam kaj se tiče trenažnih procesov, so pa imele vse ekipe, bom rekel, relativno dobre pogoje in se niso bistveno spreminjali. Tako nogometašem, košarkašem, rokometašicam. Zadeva je problematična, ko ekipa nastopi v Evropi in pa ko so bile reprezentančne akcije, ne, tam se je virus, pol so ga preneslo drugot in je bil velik problem. Tudi, kar se pa tiče kolesarjenja, pa je bila Slovenija sploh v eni veliki prednosti, kajti v prvem lockdownu, ne, so praktično samo v Sloveniji kolesarji lahko trenirali tudi zunaj. Mogoče še en zanimiv detalj iz prvega lockdowna, ne, v Celju, celjski nogometaši so po vseh pravilih trenirali na štadionu, primerna razdalja, vse te zadeve, ampak ker so bili na štadionu, je prišla policija in so vsi morali plačati kazen. Zelo težko načrtovati, zelo težko planirati, velik strah je pred samim testiranjem in pa seveda tudi, kar se tiče poškodb, zna biti kar velik problem. Ja, absolutno. Prišli smo do konca današnje oddaje. Alenka Dovžan, Tone Tisl, najlepša hvala za vajine današnje komentarje. Gledalke, gledalci, to je bil športni že 496. Faktor na TV3. Jutri ne zamudite najboljše oddaje tega tedna, mi pa se v živo spet vidimo prihodnji ponedeljek. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.